Spoštovane, spoštovani, volilno leto 2022 se izteka. Po državnozborskih in predsedniških volitvah smo opravili tudi lokalne volitve. Za nami je tudi odločanje po referendumu o 3 zakonih, ki pa so pričakovano dobili podporo strani udeležencev referenduma. Tudi opravljene so volitve v državni svet. Tokrat se bomo v oddaji osredotočili na lokalne volitve, ocenili sporočilo referenduma in volitev v državni svet, katero dogajanje bomo skupaj pokomentirala s poznavalcem političnih razmer in tokratnim gostom Francem Juričanom. Lep pozdrav. Dober dan, lep pozdrav vsem. Kot rečeno, bi pričela z lokalnimi volitvami in seveda ne bi se zašla na celoten teritorij države, ampak bi se osredotočila predvsem na Koroško regijo, ki nam je bližje in tudi verjetno bolj zanimivo, da tu na teh področjih kaj rečemo. Osnovna zadeva, ki jo vedno slišimo, je volilna udeležba. Na nivoju države je bila 47,63%. In seveda je tu ta odstotek nekje na nivoju primerljivih prejšnjih volitev, tako da tu ne odstopa v neko negativno smer ta volilna udeležba. V Koroški regiji pa so bile te udeležbe naslednje, predvsem v manjših občinah je udeležba relativno visoka, v občinah, kjer so sedeži upravnih enot, pa je ta udeležba sorazmerno nizka in najnižjo volilno udeležbo beleži občina Ravne na Koroškem 43%, skratka, ampak tudi tu je nekaj. In kako bi vi pokomentiral te volilne udeležbe? Imate tu kaj za dodati? Ja, rekel bi, da je normalno, da je bilo v teh mestni občini Slovenj Gradec in na Ravnah pač udeležba nižja, predvsem zaradi tega, ker sta oba županska kandidata bila edina. In če ni županskih volitev, je tudi manj ljudi pride na volišče. Ko gre samo za liste, kar se pa tiče teh malih občin, tudi Črna je imela, meni se zdi, 71%, tu ljudje čutijo neko pripadnost in skoraj redno boljše hodijo na volitve, razen če so jim takšne, da jih ne marajo ali pa da mislijo, da je naprej kaj znano. Ampak iz malih občin je vedno udeležba zelo visoka, več ali manj. Če pridemo konkretno na rezultate volitev v posameznih občinah, bi pokomentirala predvsem tiste izpostavljene občine ali pa izpostavljene stvari, kot so občine, ki so v drugem krogu, ali pa tam, kjer je bil eventualno samo en kandidat za župana, pa bi morda tudi v tem kontekstu karkoli pokomentiral. Nekatere stvari pa bi tudi lahko še priletela v nadaljevanju. No, če ste začeli s tem, tam, kjer je bil en kandidat, meni kot človeku, ki mi nasploh rad šport, čeprav volitve niso samo športna tekma, ampak me moti tam, kjer je samo en kandidat. Vsi govorimo o prazniku demokracije, če je en kandidat, je to, bi rekel, zelo čudno. To se je zgodilo v Slovenj Gradcu z gospodom Tilenom Kluklerjem in na Ravnah z gospodom Tomažem Roženom. Zdaj pa, da ni več kandidatov, je lahko vzrok najprej v tem, da sta oba dva verjetno zelo politično močna, ali da sta zelo veliko naredila, ali pa, da se ljudje, ker so eni zelo sposobni ljudje, ne bomo rekli, da na Ravnah in Slovenj Gradcu ni sposobnih ljudi, ki bi šli na volitve, enostavno si ne upajo, ker bi zelo težko dobili. Je še kak drug razlog. Ta dva jim vsaka čast, verjetno sta kar veliko naredila, ampak zame je vsakdo, ki gre na volitve, velik po svoje, velik junak, ki se upa izpostaviti, kaj ti takoj dobiva lažne novice, dajo ga na pranger v raznih stvareh in kakršenkoli že tudi je rezultat, to je zame junaštvo nastopiti. In tega jaz v tem športnem duhu
In tudi volivnem sem tu pogrešal. Vse bistvo demokracije je pač, da je več strank, da je več kandidatov, da je več variant za volitve. To je prvo, kar se tiče teh zadev, ker je samo en kandidat. Kar pa se tiče, ko ste rekli, kaj se je zgodilo na Koroškem, od 10, mislim, samo 10 županov je kandidiralo bivših, torej občin je 12, gospod Kovše in gospa Cigala v Slovenj Gradcu nista kandidirala, v Dravogradu nista več kandidirala in je bilo nekaj zelo zanimivih borb. Tu, v tem pravem športnem smislu, da ne bi več ponavljal to, ampak zelo ta prva zadeva v Dravogradu, ki je bilo tole mesto župan je pač izpraznjeno, je bilo 5 kandidatov, sorazmerno močnih. V Podvelki so bili 4 ali nekaj takega, zmagal je sicer suvereno gospod Pušnik, in kar nekaj značilnosti teh volitev je bilo, kar se tiče županov. Morda bi kaj pokomentiral, rekel, generalno je ocena, da imajo obstoječi župani pač določeno prednost pri volivcih in so jim, če niso nekaj posebnega slabega postorili, potem jim so tudi volivci bolj naklonjeni in jih je težko premagati. In zdaj, če bi takole v Mežiško dolino pogledali, ugotavljamo, da je v Mežici konkretno zdaj drugi krog, pa čemu te pripisujete, bi rekel, eno splošno oceno. Tule je obstoječi župan Dušan Krebl prejel 35% glasov, njegov konkurent, ki se je uvrstil tudi v drugi krog, pa 31,87%. Je tu, bi rekel, možno oceniti, da so pač razmere nekaj posebne ali karkoli, čemu to pripisujete. Rekel, en relativno tesni izid in verjetno bojo imeli volivci zdaj tu kar odločilno vlogo. Po mojem mnenju v Mežici je Dušan Krebl malce podcenjeval celotno zadevo, bili so 4 kandidati, ne vem, če so čisto točni tisti podatki, ki ste jih prej navedli. Razlike so minimalne, ampak jaz mislim, da zdaj v drugem krogu, ne smem dajati vrednosti sod, ampak mislim, da ima vseeno kot župan prednost. Sami ste povedali, vsi vemo, da ima župan v štartu že 20%, bi rekel, vsaj 20%. Če ni delal velikih napak, če niso bile zadaj afere, župan zelo težko izgubi. Prav presenečenje, prvo na Koroškem je bilo na Muti, ker je sedanjega, pravzaprav 2 mandata je bil Vošnerja, premagala gospa Mrakova, se mi zdi, ne? In to krepko. To je zame po svoje zelo presenečenje, ne obvladam tak scene na Muti, ampak zame je to presenečenje. Župan zelo težko izgubi, če ni v nekih aferah. Morda bi tudi Prevalje je bil relativno tesni izid, seveda je, rekel, zmagal ali dobil večino obstoječi župan dr. Matic Stašič, ampak tudi ta konkurent ga je kar resno ogrožal. Torej, po moje najbolj zanimiva bitka je bila prav na Prevalje. Župan Tasič, ki je že kar dolgoletni župan, je veliko naredil na Prevaljah in je tudi ima zdaj precej projektov, ampak sedanji izzivalec, ko je bil gospod Gorenšek, je zelo močno delal v kampanji in tudi prihajal z nekimi novimi idejami, z novimi ljudmi. Mislim, da ima v prihodnosti še kar veliko perspektivo in tudi je pokazal se, rezultat je odličen. Rezultat je 52-20 je dobil gospod Tasič in on 47-80. Gospod Tasič je še enkrat dokazal, da ima močno zaledje. Šlo je na trenutke, ali,
Celo nekateri so pričakovali, da bo gospod Tast izgubil, to se ni zgodilo, bilo je pa zelo zanimivo in v pravem duhu volivnem, bi rekel. Pa če zdaj priskočimo, da ne bi samo pri županih se ustavljala, občinski svet, seveda torej občinski svetniki, in tu so potekali tudi kar zanimive zadeve, ker so, tudi tu gre za prestiž enkrat med strankami, drugič pa med temi tako imenovani neodvisni lista. In če bi zdaj nekje povzel, jaz bi rekel, da ne bi zdaj vsako občino posebej tu izpostavljali, koliko je bilo kje izvoljenih mandatov. Za Koroško regijo nekje, mislim, da so podatki nekje tu neodvisne liste, tu se mislijo tako županske liste kot razne te osebne liste, so prijele v vseh 12 občinah 79 mandatov. Potem, pa če gremo naprej po političnih strankah, je Socialdemokratska stranka prijela, bi rekel, od političnih strank največ 33 mandatov, potem Slovenska demokratska stranka 31 mandatov ali pa svetnikov, no, če takole rečem, Gibanje Svoboda 21 svetnikov, Nova Slovenija 6, Desus 4 in Slovenska ljudska stranka 3 mandate. Morda kot zanimivost, koalicijska stranka Levica na Koroškem ni prijela pa mislim, da nekje kak skrit podatek še, ki je nobenega, oziroma ni osvojila nobeno svetniško mesto. Skratka, kako bi ta del pokomentiral? V tem smislu bi rekel to, da občinski sveti so zelo pomembni. Seveda najpomembnejši župan. Ampak, če imaš na svoji strani občinski svet, lahko sprijemaš zakonodajo znotraj občine, proračun in tako dalje. Torej, ni vseeno, kdo je v občinskem svetu, zato je velik boj za ta mesta. Najboljše, to smo opazili že v prejšnjih volitvah, pač grejo ljudje oziroma liste, ki so neodvisne. Čeprav vsi vemo, da vsakdo, tudi tiste neodvisne liste so lahko bodisi levo, sredinsko, desno, sredinsko, levo, kakorkoli že pobarvane. No, in kar se tiče teh občinskih svetov, moram reči, da je boj tudi izredno močan. Če vzamem recimo naravna, ker nas to morda najbolj zanima, zelo zanimivo je, da je spet zmagala županova lista, ki pa je dobila manj kot na prejšnjih volitvah. Izredno močno so se izkazali socialdemokrati, ki so dobili precej več in so drugi z 6 mandati. Mislim, da je to zelo veliko pripomogel tudi gospod Prednik. Pa ne samo Prednik, jaz sem človeka, ki ga sicer ne poznam, dobil je nekdo iz socialdemokratov 186 preferenčnih glasov. Pa to je zame šokantno. 20 ali 30 preferenčnih glasov je težko dobiti. Kaj pa 186? Naprevala, ker recimo je bil rekorder gospod Škufca za 182. Pa to je zame nepojmljivo. Zdi se mi, to je, štejem jih v čast, da so kaj takega dosegli. To moraš delati res izjemno ali pa narediti v preteklosti izjemno. Malo so se poslabšali v Ravnski občini Slovenska ljudska stranka, ne, Slovenska demokratska stranka, kar je tudi marsikje podobno. Tu bi še samo dva zanimiva dvoboja, v katerih nismo govorili, jaz jih tudi ne obvladam super, ampak kar na 2 mestih za županske kandidate sta se pomirila kandidat socialdemokratov in kandidat SDS. Obakrat so zmagali na Ribnici gospod Keč in v Mislini gospod Borovnik, obakrat SD, torej socialdemokrat. Po svoje je na lokalnih volitvah v
na Koroškem, Mežiški dolini mali razcvet, bi rekel, socialdemokracije. Kar se pa ravno tiče, moram povedati, da sem jaz v preteklosti večkrat bil prav presenečen, ravno kot železarsko, proletarsko mesto, da so bili socialdemokrati slabi. To nikjer ni. No, nikjer. Jesenice, Trbovlje, s tem bom končal, tam so to vedno držijo tile. Jaz bi samo tu eno podvprašanje pri teh preferenčnih glasovih želel, da malo pokomentirate. Mislim, te preferenčni glasovi, ali dosegajo te, bi rekel, svoj namen, ali res prinesejo to najboljše in najbolj kompetentne kandidate, ali je to tisti, ki najbolj agresivno, bi rekel, vsakega nagovorijo, pa se priporočajo in tako. Ste že veliko povedali. Preferenčni glas smo uzakonili ravno zaradi tega, da bi prišli najboljši in to. Ampak pri tem preferenčnem glasu je prišlo do toliko zlorab, podkupovanj, manipulacij in tako dalje, da včasih mi gre že prav, bom rekel, na živce. Jaz osebno sem bolj za listo, ker se točno ve, če zmagajo tile, bodo tale prvi, drugi, tretji. Ampak zdaj je preferenčni glas, kar po svoje imajo ljudje tudi prav, to je pop varianta. Kdor je sposobnejši, kdor gre med ljudmi, kdor jih z nečim prepriča, tudi nekateri s prejšnjim delom, to jaz nočem podcenjevati, dobivajo odlične, ampak v preferenčnem glasu imam jaz kar svoje mnenje. Sporedno s tem, seveda, rekel, z volitvami v občinske svete so potekale tudi volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti, ki pa so manj opazne in manj pomembne in si tudi ne zapomnimo časa, sploh ne kdo je, ki je bil izvoljen. Pa kaj si mislite o teh skupnostih, ki imajo bore malo nekih pristojnosti, ampak so? Torej, če so tako preferenčni glas ali pa državni svet, je treba jih spoštovati. In tu je začetek one demokracije, da nekateri lahko svoj glas, kaj bojo na cesti naredili, kako bojo rože posadili ali kakorkoli že. To je spet ena varianta te stare grške demokracije, da se ljudje z nečim ukvarjajo, da poskušajo kaj spremeniti v svojem okolju. V tem smislu jih podpiram. Drugače pa mislim, da te četrtne vaške skupnosti pa to je morda paravan za bodoče svetništvo je pa že pomembnejše. In župani in tako dalje. In parlamentarci še bolj, tak bi jaz rangiral. Morda še kakšen stavek glede načina volitev, kot rečeno, manjše občine volitve upravijo po večinskem sistemu, večje, bi rekel, nad določenim številom, pa po proporcionalnem, pa je ta zadeva ustrezna, z ozirom na to, da če pa vzamemo, župani se pa vsi volijo po večinskem, ali ne bi bilo to tudi umestno, da bi tudi, tudi svetnike volili v celoti po večinskem sistemu? To ne morem čisto kompetentno kaj izjavljati, ker nisem sodeloval pri tem, ampak dejansko ima tudi Slovenj Gradec na enote urejeno, mi imamo vsi proporcionalno. Slovenj Gradec je po številu prebivalcev, ki volijo večji kot Ravne, drugače je Ravne večje kot mesto. In ima 25 svetnikov, Ravne 22, recimo Prevalje 17, torej ta proporcionalni sistem je po moje bil kar dober, isto kot v parlamentarni demokraciji, da gre skratka po proporcijah, koliko dobiš na število prebivalcev v določenem geografskem prostoru, toliko mandatov dobiš. Meni se zdi to kar pravilno proporcionalno. Navsezadnje imamo tudi v ustavi zapisano parlamentarno demokracijo. Pa če pridemo še morda v drugem krogu, to je zdaj 4. decembra bo potekal drugi krog, tudi na nivoju države so nekateri zanimivi dueli, to je v Mariboru in seveda v Celju, kjer sta aktualna župana
se morata preizkusiti še vedno zdaj v drugem krogu. Pri nas pa, kot že rečeno, v Mežici in v Dravogradu. Pa prognozirate, rekel čisto takole, da bojo tisti izzivalci premagali aktualne župane? Pa dobro, morda sem malo skeptičen, nočno vrednostno, posebej ne v Mežiški dolini, čeprav gospoda Krebla zelo spoštujem, mislim, da, če lahko rečem tako, mislim, da bo zmagal. Ampak ne smem se vrednostno, volitve so volitve, nikoli ne veš, tako na razni tekmi do zadnje minute. V Dravogradu ima gospod Preksavec takšen, zdaj v prvem krogu ima 47% proti 22%. To še ni nič, ampak načeloma mislim, da bo tudi podžupan v Dravogradu zmagal. Ampak prosim, to ni vrednostna sodba. Kar se tiče Maribora, jaz mislim, da bo ostalo isto razmerje Arsenovič. Kar se tiče Celja, Šrot. To je moje mnenje. So pa možna presenečenja. Poglejte to presenečenje na Muti. Poglejte konc koncev presenečenje, za koliko je gospod Bržan premagal Popoviča v Kopru. To so velike razlike. Prej je bilo 17 glasov ali nekaj takega. Volitve so volitve in ravno to je značilnost, kar sem prej rekel, da mi ni všeč, če je samo en kandidat. Volitve dajo možnost in variante tudi ljudem, morda, da ko prvič nastopijo, pa morda bojo šli še kdaj čez 4 leta. Volitve so tako ena rast za mlade in tudi druge politike. Seveda je pa nekaj res, da je en kandidat, to gre kot, da je to očitek aktualnemu županu ali tistem, ki je pač en sam, ampak rekel, tekma je odprta in vsak se je imel možnost prijaviti, zdaj, da se niso... Absolutno, se ne govorim, nisem kaj, če župana rekel, ona dva se sam smita. Tako, ampak drugače. Seveda, zdaj, po vseh teh dogajanjih so že na vrsti, bi rekel, te konstitutivne seje občinskih svetov in delitev mandata, bi rekel, svojih kandidatov pa svetnikov znotraj komisij, odborov in tako naprej, ampak to bomo v naslednjem koraku videli, kdo, kako pa kaj, ampak to so telesa pri občinskem svetu in seveda je pač nujni del, bi rekel, tudi, ali pa zaključen del nekega volilnega procesa. Še prej je pomembnejša koalicija za vsako občino. Recimo, če vzamem Ravne, Prevalje, s kom bo župan, ker posod je močen župan, ali pa v Slovenj Gradcu, s katero stranko bo župan stopil v koalicijo. Županovih, recimo na Ravnah, ker smo na Ravnah, 7 mandatom s kom, ali 6 mandati SD-ja ali s 5 mandati SDS-a. Vse je možno, to je tudi zelo pomembno. No, ampak kolikor mi je znano, sedaj v minulem mandatu v Ravnah ni bilo koalicije, ampak so bili vsi kot neka ena družina, ki so se pač... Ki se je kar precej tudi prerekala. No, tako. Okay. Kot rečeno, že prej v uvodu sem omenil, da smo zdaj priča tudi, oziroma so že znani rezultati referendumov, kjer smo se opredeljevali o zakonu o vladi, zakonu o dolgotrajni oskrbi in zakonu o RTV. Vsi trije zakoni so dobili dokaj solidno podporo in na nek način predlagatelji referenduma so v tem primeru pač potegnali takrat, ko in razmerje tam nekje 60-40%. Tudi, bi rekel, ena izmed značilnosti, ki je pri tem možno jo izpostaviti, je tudi relativno dobra udeležba na referendumu. Pa kaj vi kot poznavalc lahko o tem rečemo, ali se dejansko, da je ta odraz volitev prinesel
zaradi vsebine teh zakonov ali so bile bolj tekmovanja med tabori, kdo bo koga, premagal. Moje mnenje je, da to je bil pa res letošnje leto 2022 pravi festival demokracije. To se je non-stop dogajalo. Če vzamemo še lanski referendum, smo imeli v vodi. Smo imeli 4 referendume, parlamentarne volitve, 2-krat smo šli na volitve za predsednika, potem za te lokalne volitve. Državni svet še nismo imeli, 23. pa 24. so bili elektori volitve. Rekorderji so pa v Mežici in, ne mi oprostijo, pa naravno v Dravogradu, ker bojo šli 7-krat na volitve v nekem smislu, ker so zdaj drugi krog. To je res pravi festival, mislim, da je tega zdaj 4-5 let res dovolj, 5 let za predsednika države, pa za državni svet in 4 leta za parlamentarce. Kaj sem jaz iz tega? Ugotovil sem, no pa ne samo jaz, mi v Sloveniji ugotavljamo, da se je zgodilo, da je v bistvu to, kar ste že rekli, da so ljudje glasovali v veliki meri ne samo za, temveč proti. Se ve proti komu, proti kateri stranki, in zato so, tako je naš kolega rekel malo zlobno, ampak jaz nočem biti škodoželjen, se ti prav zasmilijo desni volivci, ker se praktično niso mogli veseliti. Ker so skoraj vse in referendume in ono in to zgubili. In parlamentarne volitve. Seveda pa koaliciji, ki je sedaj najmočnejša, me se zdi po 8 sveti, pa malo zamerim zdaj neko euforijo. To moram osebno reči, jaz podpiram to vlado in upam, da bo dobro delala, ampak pošiljati ljudi v pokoj, druge stranke nas ne morajo zanimati, potem vnaprej določi, kdo bo predsednik, češ, da ne bomo dopustili, to malo meni ni všeč. Plus zmagovalec mora vedno plemenito in, bi rekel, na nivoju sprejeti zmago in sporadnici ne sme preveč grdo delati. To je moje mnenje. Tako da jaz mislim, da vse volitve, tukaj govorim zdaj v kontekstu in tudi parlamentarnih, če na zadnje zadeve bom šel pogledati, gospod Cerar ni izpolnil svojih pričakovanj in je padel. Gospod Šarec ni izpolnil svojih pričakovanj in je padel. Gospod Janša ni izpolnil svojih pričakovanj, govorim za volivce, in je padel. Tako da jaz sicer še stojim za to vlado gospoda Goloba, ampak če bo prevelika euforija, neki čudne zadeve, ki mi že zdaj tudi niso všeč, bo pač čez 4 leta sprememba. Zanimiv komentar, ki dokaj veliko korektno predstavlja zadevo, kako je treba biti tudi, ko si na višku, zmerni in prizanesljiv do tistih, ki so pod tabo ali pa ki zaostajajo za tabo. To je moje mnenje. Malo biblijsko, ampak tako je. Omenili ste že volitve v državni svet, ki so posredne, voli se svetniki po izvoljenih elektorjih in najmočnejši so zastopani predstavniki lokalnih skupnosti, ki izvolijo 22 svetnikov znotraj 40-članskega državnega sveta. Skratka, lokalni predstavniki imajo večino, če bi tako rekel. Ostali so seveda izvoljeni po okviru interesnih skupin, od zdravstva, šolstva, ne vem, pač, da jih ne naštevamo. V Koroški regiji je prišlo tudi do spremembe, dosedanji Franc Golob ni več svetnik, ampak je državni svetnik postal, oziroma v državni svet izvoljen Bojan Borovnik. In kakšen je vaš komentar tu? Moje skromno mnenje je, da državni svet pač zame ena skoraj, da bi rekel, odvečna institucija, ampak če je že, jaz sem legalist, nekaj, kar je, pač moramo spoštovati, marsikaj se ne strinjam, ampak tu je 22
tehle predstavnikov, potem so predstavniki delodajalcev, delojemalcev, obrtnikov, kmetov, javni sektor. Jaz mislim, da je Borovnik, to je šlo, verjetno ste spremljali. Meni se je bil rezultat 10-10 in žrebanje. Torej, elektori, torej iz posameznih občinskih svetih so v Slovenj Gradcu volili in se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Bomo videli. Zame državni svet, žal, moram reči, ni toliko pomemben. So mi pomembnejši občinski sveti, župani in predvsem pa parlamentarci in druge, kaj ti imajo tudi neposredno možnost. Tile pa ponavadi, dobro, kar se tiče pokrajin, so se dajali predloge, potem lahko dajo veto, razne. Drugače pa mislim, da je to dokaj v narekovajih brezobi tiger. Ja, bolj neko posvetovalno telo, ki pač ima neke, rekel, možnosti razprav, ampak več od tega pa ni. Lahko bi analogijo postavili tudi s krajevnimi četrtnimi vaškimi skupnostmi. Morda. Ki pač tudi... Na nižjem nivoju. Ja, na nižjem nivoju, seveda, to je pač višji nivo, ampak kljub temu, kot se reče, ustavna kategorija in seveda moramo to spoštovati, dokler ne bo prišlo do nekih drugačnih opredelitev v ustavi. Spoštovani Franc Juričan, hvala, da ste se odzval vabilu. Hvala tudi vam, da ste me povabili. Spoštovani, upam, da boste zadovoljni s svojo izbiro županov in svetnikov državnega sveta in izglasovanih zakonih na referendumu in srečno na prihodnjih volitvah vam želim. Hvala, lep pozdrav.